All for rainbow. 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 Snemamo. We are recording a podcast. All for rainbow. All for rainbow. Bread. Torej All for Rainbow podcast, z nami je Dan oziroma Dorian Maurični. Tega zdaj ne vidite, ker pač poslušate, ampak imam tisto grandiozno gesto, ki jo naredim zmeri, ko se predstavim. Tako da predstavljajte si, da ste to videli. Dorian Maurični. Mene mogoče kar zanima, kdo je Dorian Maurični. Dorian Maurični, on je en gej striček iz Slovenije. Njegovi začetki segajo daleč nazaj, ki je na svoji lastni gender reveal party stopil iz torte v salvu bleščic. Vsi so bili zmedeni, vključno z njim. Torej, z dragom se pa ukvarjaš že odkar si prišel na svet. Dan se je začel z dragom ukvarjati zgodaj leta 2020, malo po začetku pandemije. V bistvu sem že dlje cajta razmišljal o tem, sem tudi različna imena sprobavil, ampak na eni točki sem se odločil za Dorian Maurični. Pač druge možnosti so bile še Dan de Leon, Jadran Smrt, pa Jaka ZDA. Ampak se mi je zdel pol, da na eni točki sem prišel na idejo Dorian Maurični. Na foru Dorian Gray, but also Gandalf and also my good friend Dorian, who is very gay. Nice. In iz tega je pol ratal Dorian Maurični. In se mi zdi, da to nekako bolj sede na moj karakter. Se spomniš svojega prvega nastopa? Moj prvi nastop je bil dejansko za Dragoslavijo, The 80s, Dragoslavija show, ko sem nastopil en lip-sync na komad Mi plešemo odprla v kazalište. Ful dobro. Ja. Zdaj, moj prvi drag look je bil tisto leto za Eurosong, pač so ene 2 fotke posnel pa na Instagram dal. Od tam pridejo te moji Starburns, ti zalisci v obliki zvezde, ki ga imam še zdaj na Instagramu. Nikoli nisem več uspel doseči tega nivoja, kakor takrat. Delam na tem, mogoče bo še kdaj, ampak do zdaj še ni bilo. Navijam za tebe. Hvala. Kak se ti zdi nasploh tak drag skupnost v Sloveniji? Skupnost samo po sebi se mi zdi zelo v redu. Mislim, tako se mi zdi, da se dosti podpiramo med sabo. Ni tega nekaj tekmovanja pa tekmovalnosti, ampak ne, se podpiramo in drugega, si izposojamo stvari, sodelujemo, si pomagamo. Se mi zdi, mislim, tako kot slišim na drugih scenah, je dosti nekaj tekmovalnosti, pa mi smo pa boljši kot vi, ne. Dosti mi so podpirani. Pri nas pa tega dejansko nekaj ni ful. Mislim, imamo hiše, pa tako, ki sodelujejo, ki so bolj povezani med sabo, ampak načeloma je to vse ena velika skupnost. To se mi zdi ful dobro, no. Kak pa, vem, da je Dragoslavija imela prvič tudi v Sloveniji svoj v Gali Hali. V živo nastop, v Gali Hali. Ja, Dragoslavija live. To je bil v bistvu že drugi Dragoslavija live nastop. Ta prvi je bil v Sarajevu. Smo ene par naših deklet poslali, da so nastopale tam na njihovem dogodku. Drugače pa zdajle smo imeli, kdaj je bilo to? Novembra? Ne, datumi mi. Septembra enkrat. Ja, konec septembra. Okay. Nima veze. Skratka, smo imeli Dragoslavija live v Gali Hali. To je bil tudi projekt. Smo imeli iz 4 držav, oziroma pol se nekaj z vizam ni šlo, tako smo imeli pol sam iz 3 držav. Smo imeli pač Slovenke, imeli smo Hrvatice, imeli smo Srbkinje. Menili smo se tudi čez eno z Makedonije, oziroma ne, iz Kosova, ampak ker je pač pandemija, se pač ni z vizo izšlo in ni mogla priti.
od teh vizij je bilo dosti odvisno, no, zato smo tudi, bi mogla tudi Ezotera nastopati, pa je ni bilo, smo pol Patricijo tako last minute dal. Pač na promocijskih materialih smo imeli že vse Ezotero, ampak pol ni šlo, smo zadnji trenutek Patricijo dal. Pa iskreno rečeno, mislim, da je zelo dobro upravila Patricija, no, ampak upam, da bomo tudi Ezotero lahko videli. Kako pa se ti zdi, ko imaš zdaj izkušnje tudi, ne vem, z prostori, kjer nastopaš, pa z ljudmi, ki pridejo na nastope ali pa mogoče mimoidočimi, kakšen je mogoče odnos do draga pri nas? Ja, no, jaz imam to srečo, da nisem tako zelo znan, nisem tako zelo javno prepoznaven. No, rečem srečo, zdaj to je show business in v show businessu to je tako uno. Hočeš biti prepoznaven, ne? Ampak moje osebne izkušnje, folk me obožuje in tudi jaz obožujem vas, dragi poslušalci. Striček Dorian ima vas rad. Kakor gledam, so še zmeraj dosti tega nerazumevanja, še zmeraj dosti tega nepoznavanja. Recimo Jenna D je bila zdaj na Slovenija ima talent, ne, in je imela dosti podpore in tudi njen nastop se mi zdi bil dokaj v redu, ne. Ampak pol pa gledaš komentarje, ne. Ja, ne, folk od največjih budalaščin do največjih strupov. In seveda tudi zelo veliko podpore vmes zamešane, ne. Je pa tudi, vidim pa tudi druge moje kolegice še zmeraj tako občasno dobivajo tako grožnje, ne. Vem, da letos poleti je Carmen Daž dobila eno sporočilo, pridem na Ljubljana, pravi pa ti glavo odprem. Tako da je še zmeraj dosti tega. Ampak sem pa zelo vesel, zelo se mi zdi, da znotraj LGBT skupnosti mislim, da je drag scena kar dobro pozdravljena. No. Mislim, pozdravljena, kar dobro sprejeta, dobro pričakovana, kako bi rekel. Se mi zdi, da so veseli, da nas imajo tako. Pač valjda od posameznika odvisno, ne moramo zdaj posploševati, ampak načeloma moje izkušnje smo kar toplo sprejeti. V bistvu na poti sem na eni stavbi videla napis drag je političen. Kako se ti zdi to, se strinjaš s tem? Se strinjam s tem. Drag že sam po sebi je političen. Ne? Zdaj, znotraj nastopov samih, znotraj nastopajočih se to lahko več ali pa manj razvije, poudari. Ne? Ampak drag sam po sebi je političen že sam v tem, ker tukaj presegamo vloge spolov. Smo fantje oblečeni v punce, punce oblečene v fante, punce, ki pretiravajo, da so punce, fantje, ki pretiravajo, da so fantje. Mešano eno drugo pač. In to že samo po sebi je pač politično dejanje. No? Mislim, že samo po sebi nosi v sebi neko politiko. Ne? Zdaj pa čisto od posameznike pa od scene odvisno. Ne? Eni to dejansko kot sam show business gledajo. Ne? Eni to gledajo kot pač prek svoje dejavnosti, prek svojega nastopanja, aktivnosti opozarjajo na določene družbene teme, družbene probleme. Že na dosti naših nastopih smo specifično kritizirali Janšo. Mogoče ne to zelo kritizirali, kakor izrazili naše mnenje do njega. En zelo dober, zelo katartičen posnetek je, ko sta imele Babsi Adler pa Metallica nastop, ko so bili baloni SDS v ozadju in na koncu nastopa jih vse počta. In ja. Tako da bi rekel, da tudi tam, ko jemljajo to bolj kot sam show business, ne, tudi tam je seveda politično do neke mere. Ne. Tudi če bi rekel to, kar sem že omenil, Jenna D, ki je bila zdaj na Slovenija ima talent, to samo po sebi je show business. Ampak s tem, ko se je tam pojavila, ne, s tem je hočeš nočeš eno politično stališče izrazila, da tako rečem. Ne. Mislim, smo dragice, smo tukaj, dajte nas spoštovati. Ni nastopamo moški tudi kot ženske, gej skupnost obstaja. Gej skupnost obstaja, je aktivna. Tudi če gledaš to, da je sam show business, da je šla sam nastopati, je to samo po sebi politično dejanje.
Moje naslednje vprašanje je, Okej. Vem, da si napisal tudi članek o tem, kako je biti Dorian kot Jack King in pa Dan kot trans oseba. Mi lahko malo več poveš o tem? Ja, torej, no, sem prostovoljc pri transakciji tudi, ne, in sem za njih enkrat napisal en članek. In ja, tudi to je, mislim, da že toliko o teh politikih govorimo, pa tudi to je neke vrste politična zadeva, ne, ker veš, sem trans moški, ampak sem tudi drag kralj, ne, in marsikdo bi rekel, da to tvoje ne moreš biti, ne. Veš, če sem, ja, da to ne more biti, veš, če si moški, pa lahko nastopiš sam kot kraljica, ne. Če si ženska, lahko nastopiš sam kot kralj, ampak to dejansko ni res, ne. Kdorkoli lahko nastopa kot karkoli. Veš, imamo zelo slaven primer zdajle Victoria Scone z Drag Race UK. Ona je cis ženska, ki nastopa kot kraljica, ne. Imamo v Sloveniji primer Erik Deger. Ona je cis ženska, nastopa, no, ona ima dvojnjak, včasih nastopa kot kraljica, včasih nastopa kot kralj. Ampak se mi zdi, da še zmeraj je bolj znana ta njena stran kraljice, ne. Se mi zdi, vsaj zadnje čase se bolj s tem ukvarja. In obe sta fenomenalne. Tako da tvoj določeni spol, tvoj dejanski spol nima nujno vloge pri spolu tvojega lika. Zato, ker drag je sam lik, to je nekaj, kar nastopaš. Ne. Jaz, ki sem Dorian, jaz sem Dorian, ki dam gor make-up, ki si narišem zalizce, ki si lase nazaj poližem, ki nosim hozen tregarje mavrične barve. Ko dam to dol, jaz sem še zmeraj Dan. In to pomeni, to je biti trans oseba. Da, sem določen kot ženska. Ne nam zdaj razlagam, kaj pomeni, da sem trans. No. Sklepam, da poslušalci tega podcasta dosti vejo, kaj pomeni, da je človek trans. Ampak hočem reči, da to sta dve različni stvari. No. Sta dve različni stvari, ampak lahko se obstajata. Drag je nekaj, s čimer se ukvarjaš, trans je nekaj, kar si. Moj spol, tak ali drugačen, je pač moja stvar, ne glede na to, a se ukvarjam z dragom ali ne. Jaz se lahko jutri odločim, da bom nehal biti Dorian mavrični. Pa se ne bom, zato ker preveč uživam. Ampak bi se lahko odločil, da neham biti Dorian mavrični, pa bom še zmeraj trans moški. Pač drag je nastop, biti trans ni. Kako pa se ti zdi trans skupnost pri nas? Pri nas v Sloveniji. Iskreno rečeno, jaz nimam glih zelo veliko stika s trans skupnostjo, ne. Vsaj ne v Sloveniji, jaz sem zelo nehoden ven, nimam zelo veliko stikov z ljudmi na splošno. Pač, kukor poznam telih naših dragic, pa to, pa na vsake dokcajte gremo ven, pa koga vidim, ampak načeloma, kukor poznam trans ljudi, je pač sem te, kukor so pri transakciji, Viki, ki je tudi Victoria, je tudi dragica, ona je tudi trans ženska. Večinoma moje izkušnje s trans skupnostmi so na internetu, prek spleta. Pa niti ne, da sem posebej iskal, ampak tako razne podcaste, pa sem pač se v tiste skupnosti in dejansko je bilo ful trans ljudi tam. Kdo bi si mislil, da nam bo vsem ista stvar všeč, ne? Kakor imam izkušnje s slovensko trans skupnostjo, mislim, da je dosti v redu skupnost. Se mi ne zdi, da bi bili neki prav skregani ali karkoli, no. Mislim, mogoče zato, ker jaz nisem tako zelo povezan, pa dejansko, ne vem, no, ampak jaz imam dobre izkušnje načeloma z njimi. Glede na to, da si mogoče bolj na spletu, pa poslušaš podcaste, kot si omenila. Noš verjela, tudi tegale imam subscribanga. Wow. Me ful veseli. Mogoče za začetek me zanima, kakšna se ti zdi mogoče reprezentacija trans oseb v medijih, pa če priporočaš kak kanal. No, specifično za trans, ne vem.
pač dost podcastov, ki jih jaz poslušam, zdaj jaz sem ena specifična vrsta piflarja, jaz poslušam D&D podcaste, sprav Dungeons and Dragons. Tudi imam svoj podcast Dungeons and Dragons, trenutno je na pauzi že nekaj cajta zaradi tehničnih težav. Kako se mu pa reče? Dice Out Now Game. Ja, ko smo začeli, smo bili 20% trans, zdaj na zadnje smo bili že 60% trans. Drugač podcastov, en podcast, ki je zame dosti naredil, je bil History is Gay, ki govorijo o LGBT osebnostih iz zgodovine. Pa ne tudi samo osebnostih, ampak tako, kako so različne kulture skozi zgodovino gledale na. Tako da imajo malo mešano, malo te kulture, malo pa različne osebnosti. Tako da imaš posebej, na primer, imaš epizodo o Oscarju Wildu, imaš epizodo o rimski cesarici. Naslov je The Real Housewife of the Ancient Rome. Ali tako nekaj. Egalabala. History is Gay, ta podcast je dosti naredil. Drugače jaz dosti teh D&D podcast poslušam. Podcast, v katerem sem največ skupnosti najdel, je Flintlocks and Fireballs. Ena britanska zadeva, ki imaš tudi trans igralce in tudi trans like noter. In zato tudi privlači dosti trans ljudi in zato smo tukaj pač noter se v skupnosti najdel. Predvsem na indie sceni se mi zdi, da je dosti podcastov, dosti ljudi dela te svoje indie podcaste, indie zgodbe in so tudi trans ljudje, trans osebe to delajo in so tudi liki noter, so reprezentacija. Jaz osebno se bom zdaj v kratkem sem snemal en podcast, ki je kako bi rekel, audio verzija Shakespeareove Twelfth Night. Že zgodba sama po sebi je zelo genderfucky, pa še the cast is very genderfucky. Jaz imam eno manjšo vlogo, ampak vseeno. Sem vesel, da sem del tega. Meni se zdi tudi, ker jaz tudi igram tu pa tam D&D. In se mi zdi, mislim, da super igra, ker lahko tudi igraš različne like in ni tak. Se mi zdi, da je vsak dobrodošel. In se mi zdi ful tak vključujoča igra. Ja, no. Igra sama po sebi že, zdaj od skupnosti je pa malo odvisno, ne. Ker eni so ful ta old school nerds, ne. Ja, to pa za nas te pravi piflarje, ne, a veš, kaj imate vi babance tukaj, kaj nam boste zdaj gej to prevzeli, ne, Ampak imaš pa zelo veliko ljudi, pa lih prek teh likov, ki jih igrajo, odkrijejo svoj spol. Jaz tu, če za nazaj gledam, en od mojih prvih dejansko ta prvi lik, ki sem ga igral, je bil non-binary transmask cowboy dwarf. Wow. Ja, Barb the Barbarian. Cool. Ja. Cool ime. Ja. Zdaj se ne spomnim točno imena, ampak vem, da obstaja tudi neka queer verzija role-playing igre, ki ima neko veze z vampiri in srednjimi šolami, kao high school. Ja, Monster Hearts. Ja. O Monster Hearts govoriš. Monster Hearts sem tudi že doskrat laufal. Moram reči, tudi scena TTRPG, se pravi Tabletop Role Playing Games, je ogromna. In imaš dost indičev in zelo dost. Imaš tudi queer game. Monster Hearts je sam dejansko najbolj znana. Zelo priporočam, ful je v redu. Pač, treba se je pogovoriti z ljudmi, ki igraš preden začneš igrati, ampak to itak za vse igre velja. Dejansko sem že ene parkrat laufal igro, ko se ji reče Be Gay Do Crime. Okay. Dejansko imaš samo dva stata, gay pa criminal. Če delaš neki gay, rolaš gay, če delaš neki criminal, rolaš criminal. Easy. Dobro. Več takih moramo pripeljati, se mi zdi. Ja, mislim, se mi zdi, da TTRPG sfera ima zelo queer potencial. Ampak se mi zdi, da še posebej v Sloveniji, še posebej zaradi tega pregrade jezika. Ne? Večina jih je v angleščini. Ja. In zdaj, se itak vsi geji govorimo angleško, ne.
Kar je res, kar je zaradi več razlogov. Ampak zdi se, da je to še zmeraj ena taka omejitev, ker vsi ljudje pa le ne govorijo tako dobro angleško, ne. Tako da. Ja, se mi zdi, da počasi se mogoče premikamo, ker že z družabnimi igrami, ki so bolj tak, ki niso roleplaying. Ja. Se mi zdi, da tudi na dihu se počasi pridobiva na neki mogoče igralski skupnosti. To je to. Imaš mogoče še ti kaj našim poslušalkam, poslušalcem za povedati za zaključek mogoče te epizode? No, če me hočete videti spet kaj nastopati, naslednja zadeva, ki bo okvirno, da bi imeli spet enkrat Dragoslavijo live. In na tej bom pa mogoče celo jaz nastopil, kdo ve. Komaj čakamo, zvemo več. Ja, jaz tudi. Je cool. Ful hvala, da si bil moj gost. Z veseljem. Vsem poslušalkam, poslušalcem želim fajn začetek dneva ali konec dneva. Kadarkoli nas še poslušate. Ja. In se slišimo v naslednji epizodi. Ja. Čau. Čau. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow.